Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Spoštovani poslušalci, ekipa MoneyHow vam v novem letu želi veliko finančnih zmag. Leto bo pestro, napovedi so zelo optimistične, pa bo res tako. No, MoneyHow bo z vami tudi v manj rožnatih časih. V novo leto vstopamo z Damjanom Merlakom, sicer večkratnim povratnikom na MoneyHow. Damjan je, kot veste, serijski podjetnik in eden najbogatejših Slovencev. Revija Manager je letos ocenila vrednost njegovega premoženja na 236 milijonov evrov, kar je 11% več kot lani. V tokratni epizodi se bomo pogovarjali o njegovem portfelju, o pogledih v leto 2024, pogledala pa bomo tudi v vzvratno ogledalo in preverila naložbene napake in priložnosti. Zdravo, Damjan. Jo. Nazadnje smo se srečali aprila na dogodku MoneyHow. Se spomniš? Mislim, da se potem nismo nič več pogovarjali, tako da bomo danes z veseljem poslušali, kakšne so bile tvoje naložbene poteze v letu 2023 in kaj načrtuješ v letu 2024. Super, evo. Hvala, da si se pridružil. Mogoče samo še napoved, tudi letos pripravljamo dogodek MoneyHow Live 24. aprila, več podrobnosti bo objavljeno na spletni strani. Takrat, Damjan, smo govorili tudi o Sloveniji kot naložbeni destinaciji, pa tudi o nepremičninskem slovenskem trgu, malce si primerjal tudi z Dubajem, tako da se bova danes dotaknila tudi tega. Ampak preden greva na vse to, dajva najprej pogledati v tvoj naložbeni portfelj, kako je bil strukturiran v letu 2023, katera je bila najbolj donosna in najmanj donosna naložba. Ja, zdaj kaj dosti spreminjal se ni, ker jaz v tem letu sem bolj defenzivno vse skupaj igral, tako da nisem kaj dosti novih pozicij odpiral, nisem kaj dosti novih delnic dodajal v portfelj. Še največje pozicije sem imel nekako na splošnih indeksih, prav S&P 500, predvsem S&P 500, nekaj Nasdaka, ampak še najbolj se mi nekako dopade ta bolj širok S&P 500. Zdaj najslabše v kakšni šorti. Recimo Nvidia šort, to je najslabša. Si šortal? Ja, jaz imam vedno pravilo, da v bistvu se ne šortam, ampak ne vem, enkrat ali pa dvakrat na leto se prekršim, pa mi pa vedno žal. Nvidia je bila ena izmed bolj donosnih delnic v letošnjem letu, mislim, da ne vem, krog 280 ali koliko procentna donosnost, tako da to je bila pol slaba poteza, ne? Ja, to je bila najslabša, ja. Ampak v bistvu tukaj moja logika ni bila zdaj specifično Nvidia, ampak nekako specifično šortna, nekako splošen Nasdaq market, ampak Nvidia je bila nekako najbolj ekstremna od celem Nasdaq, tako da nekako si izbereš najbolj ekstremno, tako da greš v bistvu šort tja. Zdaj, tudi če bi šel cel market šortat, bi bilo isto slaba v bistvu pozicija. Zdaj si povedal, kaj je bila najslabša naložba, kaj pa je bila najboljša? Mislim, S&P 500 je bil kar v redu za letos, recimo, ampak zdaj, nažalost, bi imel lahko večjo pozicijo, ampak ker nekako jaz letos nisem hotel iti v kakšne večje naložbe, je bila relativno majhna, tako da tam nisem nekaj veliko naredil. V bistvu glavnino, kar sem letos naredil, je bilo z nekimi s takimi swing tradi, kjer sem v bistvu šel ven in not predvsem in z opcijami in tako naprej. Omenil si na začetku, da si bil zelo defenzivno naravnan. Lahko mogoče poveš, zakaj si držal to defenzivno pozicijo? Vsi so bili zelo optimistični, tudi v letu 2024 optimizma za izvoz. Ja, v začetku leta ne. Se pravi, ne vem, mislim, na začetku leta, se pravi lanskega leta, se mi ne zdi, da je bilo nekaj veliko optimizma. Ta optimizem je prišel pol, v prvih mesecih se je nekako začel buildati. Ker ob koncu še prejšnjega leta je bilo, mislim, da precej pesimistično vse skupaj. In zdaj smo ravno na glavo to obrnili. Zdaj vse je zelo pozitivno in vsi imajo nekako predstavo, da zdaj vsi problemi so rešeni, inflacija je šla in gremo dalje.
gremo dalje na nulo, obresti in rock and roll. In ta mantra se bo nadaljevala tudi v letu 2024, vsaj tako kaže. Skoraj večina napovedi, vsi so zelo bikosko razpoloženi. S&P 500 bo na koncu 2024 više, kot je zdaj trenutno. To so napovedi. Tako da, kako pa ti gledaš na S&P 500, glede na to, da si bil najbolj izpostavljen do tega? Ob koncu leta bo više ali bo nižji? Mislim, to je zdaj tako. Treba je gledati malo relativno. Ne? S&P 500 trenutno je, ne vem, tam, all time high, nekaj više, ne? Ampak od takrat, ko je bil zadnji all time high, je inflacija 30%, ali ne vem, 20-30, ne vem, kje smo točno zdaj. Tako da v bistvu S&P je 30% niže, kot je bil takrat, realno gledano. In zdaj številke inflacije niso več v, ne vem, 10, 7 takih odstotkih, ampak še vedno so nekaj odstotkov, tako da S&P 500 mora vseeno dobiti še 21%, da bo sploh na realno all time high, kar se tiče nekih realnih vrednosti. Zdaj jaz ne vem, mene malo vseeno, imam malo pomisleke glede na to, da je Fed zdaj začel govoriti o tem, da bodo zniževali obrestne mere oziroma namigovati na to. Jaz ne vem, jaz mislim, da je to malo napaka, da se o tem sploh govori, ker bi lahko tudi, če o tem razmišljajo, vseeno bili malo počakali z temi namigi in vseeno preveč optimizma vlivati v market, to v bistvu potem samo po sebi lahko spet požene navzgor inflacijo. Zdaj, omenil si na začetku, da si bil zelo bearish, ali kako bi rekla, na Nvidio. Zdaj, teh veličastnih 7 teh delnic tehnoloških, Nvidia, Meta, Alphabet, Tesla, Apple, Microsoft in Amazon, so bil v bistvu letos veličastnih 7, kako bi rečem, so bile top of the top, ne? Najbolj donosne in so v bistvu nekako vlekle cel trg navzgor. Kako si pa ti gledal na te delnice, konkretno na te delnice? Kaj si misliš o teh delnicah? In ali je še prostor za rast? Te delnice so že veliko let v bistvu nekako ženejo cel market naprej. Sej S&P 500, če odstranimo teh nekaj uspešnih delnic, oziroma če odstraniš te tehnološke delnice, potem S&P 500 v bistvu ni naredil nič, ker obstaja tudi indeks S&P 500, ki je enakomerno porazdeljen med vseh 500 firm, ne glede na to, ne glede na njen market cap, in tisti, ki je enakomerno porazdeljen, je v bistvu flat, malo gor dol, ampak je približno ista vrednost. Se pravi, cel S&P 500 v bistvu ženejo navzgor tehnološka podjetja. No. Ostala podjetja pa relativno stagnirajo. Tako da to se dogaja že precej let in to je že ta fenomen Tesle povzročil v prejšnjih letih, ko je Tesla prišla v S&P 500 in v bistvu s večjo težo v S&P 500. In jaz ne vem, zgleda, kot da bo to šlo še naprej in sploh zdaj AI in verjetno bodo še nova podjetja ali pa v bistvu obstoječa podjetja še večji zagon dobila s tem, tako da ne vidim, da bi se to zdaj spremenilo. No, Ali meniš, da bojo te delnice še v prihajajočem letu zanimive za investiranje? Boš ti mogoče kaj investiral? Razmišljaš mogoče o tem, a so precenjene po tvojem mnenju? A boš mogoče šortov kakšno? Šortov jaz vedno rečem, da ne bom, ampak potem vedno tekom leta me premami enkrat ali pa dvakrat. Verjetno se sploh ne bom opiral temu, ampak bom sam probal čim manjšo pozicijo narediti. Tako, za dušo, ali kaj je to. A pa to z velik denarja šortaš? Koliko je to denarja? Koliko stavaš recimo na upad? Daj nam številko. Pravi, čim manj, recimo nekaj 100,000 evrov. 100,000 evrov. Ja, sam to, da imam občutek, da stavim v klopi na čemu, da nisem samo za. Ja, v redu, ne, če te to dela živega. Ja, ne, jaz nisem tako a priori, jaz sem tudi v preteklosti velikrat imel recimo Google in Tesla in take delnice, večkrat long kot short. No. Samo trenutno nazaj, nekako v zadnjem letu se nisem upal, v bistvu sem imel tako mnenje, nekako tako občutek, da je vseeno precej na tržnih temeljih vse skupaj in nisem šel v market
ne glede na to, katera delnica, ali so to zdaj tehnološka, ali S&P 500, ali karkoli. Ko rečeš, da si investiral v S&P 500, kaj to konkretno pomeni? Da si kupil ETF ali da si kupil... Ja, futurese. Načeloma, jaz večinoma s futuresi to počnem. Lahko bi tudi ETF, ni bistvene razlike, no, ampak ne vem, če si enkrat v dovolj velikih zneskih, je malo bolj praktično futuresi, pa še ceneje je nekako nižje provizije pridejo. Z davčnega vidika mogoče za Slovence ni najbolj optimalno, ker to je izvedeni finančni inštrument. Je to še vedno vse isto, kot je bilo izvedeni finančni inštrument, ali se kaj spremeni? Še vedno isto. Žal se noč ni spremeli, Damjan, pri nas. Samo gor grejo obdavčiti. Verjetno ne bo, ampak to ni, niti se o tem verjetno nihče ne sprašuje, ker niti nihče ne ve, da to sploh obstaja. Ja, verjetno je zelo majhen odstotek. Neka obdavčitev obstaja in to je to. Neko urazac je. Verjetno zelo majhen odstotek Slovencev v bistvu investira mogoče v futures ali pa neke izvedene finančne inštrumente, bolj so ti ETF-i, delnice, vzajemni skladi. Ali pa sploh ne vejo, da investirajo v izvedene finančne inštrumente. Mogoče tudi to, no. Ja. Se mi zdi, da marsikdo trguje na kakšnih teh bolj splošnih, bolj retail platformah, mogoče kakšna CFD-je in tako naprej. In to so vse izvedene finančne inštrumenti, pa verjetno sploh ne vejo, da je to pa na eToru se je dogajalo, da so kupovali CFD-je, pa sploh vedeli niso, da so kupovali. A zdaj, ko meniš retail platforme, se tudi Interactive Brokers, preko katerega ti trguješ, je tudi retail platforma, vse bolj. A si mogoče kaj gledal Trade Republic, ki je tudi v bistvu zdaj kar precej popularen med Slovenci? Ne, nisem. A si bil kaj mogoče pozoren na obrestne mere, ki jih ponujajo v bistvu brokerji, tudi zelo stimulativne za neinvestiran denar? Vem, da Interactive Brokers ponuja zelo v redu. No. Zdaj ne vem, kaj ponujajo drugi, ampak jaz nisem zdaj, da bi glavnino sredstev predstavljal tja zaradi tega, ker ponujajo dobre obresti, ker imam v bistvu tista sredstva, ki nimam investirana, imam v money market fundih, tako da tam dobim itak približno take obresti, kjer investirajo ta sredstva v te res short-term obveznice ali pa podobne inštrumente. Se pravi, ti nimaš v bistvu prosto razpoložljivih sredstev, da bi ti denar ležal na računu, to imaš vse investirano v nek money market fund. Ja, vsaj v money market fund, če ne drugo. Ja. Tako, da bi na bančnem računu bili tam neka sredstva, konkretna tega ni. Zdaj, ko govoriš o tem denarnih skladih, to verjetno nekje v tujini preko kakšne banke investiraš, ne? A si pozoren na njihovo strukturo, v katere te inštrumente oni investirajo? Jaz pa itak v dolarjih večino, tako da to je vse v treasuryjih. No, to je v bistvu recimo temu konzervativna naložba, no? Kakšen je pa tvoj pogled na konzervativne naložbe, na obveznice so bile zelo velik hit, zakladne menice so bile zelo velik hit tudi med Slovenci. Mislim, trenutno so donosi v redu. Sploh zdaj, ko se inflacija malo umirila, so obresti celo višje kot inflacija, tako da realno celo človek lahko dobi kakšen procent. Ampak še pred nekaj leti je bilo to brez veze, da bi tam imel denar v bistvu izguba, realno res izguba. Zdaj v prihodnosti, ali se bo to izplačalo ali ne, glede na to, da že govorijo o tem, da bi znižali obrestne mere, in če jih bodo res začeli nižati, bomo šli nazaj v tiste čase, kot so bili. Se pravi, treba najti neke bolj tvegane naložbe, zato da sploh dobiš realno kakšen donos. A pa si bil kaj investiran mogoče v kakšno kratkoročno obveznico ali pa mogoče menico ali pa karkoli? Ne, tako da bi direktno ne, samo prek skladov. Aha. Ker pred leti si kar bil tudi aktiven v teh kratkoročnih obveznicah ameriških. Ja, banke in tako, ampak v bistvu ni razlike, ali daš v sklad, pa oni to delajo z neko skupno vrečo, pa v bistvu to je bolj, če želiš početi, pa imeti občutek, da nekaj počneš, da sam odločaš, drugače pa nima smisla, da bi to. A si bil kaj pozoren na slovenske zakladne menice, ki so bile tudi relativno donosne, po 3,5–4%? Ne, jaz ne, ampak sem od kolegov pa tako pa slišal, da so pa se šli malo investirati v te zadeve, ampak ne, jaz osebno nisem. Kolegi so investirali v te zadeve.
kolegi tvoje starosti ali malce starejši? Kolegi tam ali pa malce starejši. Ne, pa v nekih mojih firmah, kjer sem tudi udeležen, smo določena presežna sredstva začasno dali tja. Številna podjetja slovenska imajo kar precej presežnih sredstev, tudi NG, med drugimi ne. Pa vem, da zelo veliko investirajo trenutno v vse te nekako konzervativne naložbe, ki konec koncev prinaša neke donose, te pač naložbe s fiksnim donosom, ne, obveznice, zakladne menice. Vi ste samo v zakladne menice, ste šli mogoče še v kakšno drugo zgodbo, a te kdo vprašal za nasvet ali je bilo to nekak iniciativa solastnikov? To je v bistvu to je samo začasno, ker sredstva, dokler jih ne investiramo, je bolj smiselno, da prinesejo vsaj nekaj, kot da samo čakajo na računu, glede na to, ker mi v bistvu imamo že plan za investicijo teh sredstev, ampak ni še prišlo do tega, da bi potreba plačati, recimo določene stvari, ki so v bistvu naročene, rezervirane. In ne vem, kar bo treba plačati še 6 mesecev, je smiselno, da se to za 6 mesecev nekam investira. Samo za to gre, ni, da bi tukaj imeli sredstva, ki jih ne bi imeli kam dati, pa bi želeli investirati v neke finančne inštrumente. Kakšno pa tvoje mnenje o zlatu? Nič posebnega, se ni spremenilo. Ne vem, nimam pa načeloma ni negativno, ampak vseeno se ne dogaja nekaj pretresljivega na tem trgu. No. Sej načeloma bi rekel, da bi bilo smiselno, jaz imam nekaj sicer investirano, ne fizično, ampak prek finančnih trgov, ampak niso to take investicije, da bi tam ne vem, ful razmišljal o njih. No. To so tako v rangu teh šortov, toliko, da nekaj je. Je pa zato v bistvu tudi bil na rekordu, oziroma tam blizu rekorda se vrti, a ne? A gremo mogoče na digitalno zlato, Bitcoin, to vse zdaj zanima, kaj tvoj pogled na Bitcoin. Zdaj smo, mislim, da prebili ravno par dni nazaj 45, čakamo, da bomo prišli do tistih 70 in še več in više. Moj pogled? Ja, seveda, tvoj pogled, to je najbolj pomembna stvar zdaj. Ja, bil je 15, no, tako da nažalost nisem je oba orderjev na 15, ampak malo niže. Tako da mi je malo ušla ta cena. Zdaj to ne pomeni, da ne bo nikoli več 15 ali pa mogoče celo na tistih mojih blizu 10, kjer sem upal, da bo šel. Je pa res, da to, kar sem prej rekel za S&P 500, ne, od začetka korone do danes je inflacija, ne vem, skoraj 30% recimo v teh letih. Ne vem, ali je celo že čez, ne vem. Ker gledam za Ameriko, pri nas verjetno že je, 10% že nekaj let se že nabere. In v bistvu to je tudi treba gledati na tej ceni. Zdaj, od trenutne cene vzameš 30% stran in je ekvivalentno tisti ceni na začetku, ne vem, korone. Ne. Tako da hočem reči, da tistih, če sem recimo upal, da bo 10, bi zdaj recimo ga verjetno kupoval na 15, če bi bil. To bi bilo približno isto, ne? Prilagojeno za inflacijo. Kaj pa bo naprej? Bitcoin je nepredvidljiv. To je v bistvu, jaz dolgoročno verjamem, da bo pridobival na vrednosti, ker je nekako, po mojem, da potreba potem bo vedno večja, ker tudi države bodo vedno bolj nekako represivne, kar se tiče financ in denarja in vsega skupaj. In vedno več ljudi bo imelo nagnjenje k tem, da svoje sredstva nekam umakne. To je v bistvu moj pogled, kar daje vrednost Bitcoina. To je v bistvu edini asset, kjer lahko dejansko izstopiš iz tega sistema. Posod druge si ujetnik lahko nekoga, ki se odloči, da nisi cool, pa ti lahko vse zaplene. Razen Bitcoina, ki ne more. In na svetu bo precej ljudi, ki bodo dali precej vrednosti na to. Ja, se tudi, če imaš na kakšni kriptomenjalnici, ki se odloči, da bo kakšna vlada malo bolj podrobno gled vzela, a ne, tudi ti lahko mogoče... Tam ne smeš imeti, tukaj spet treba malo pametno ravnati, moraš imeti v svoji lasti. To je tako kot zlato, če imaš zlato,
te gold bugi vedno govorijo, če ga nimaš fizično, potem ga nimaš. To je ista zgodba. Če nimaš fizično bitcoinov pri sebi, potem jih dejansko lahko nimaš na neki točki. Ja, koliko pa ti še imaš tega bitcoina, a si ga že čisto vse se znebil? Nimam bitcoina, dejansko bitcoina, ampak imam dolarsko vrednost v kripto sistemu. Ker sem takrat, ko sem prodal, ampak nisem nikoli tega denarja ven vzel iz sistema. In zdaj to imam v obliki ali stablecoinov, oziroma najraje imam v obliki, da imam dejansko bitcoine v svoji denarnici in potem ekvivalentno short na futuresih, bitcoin futuresih. Tako da imam v bistvu dolarsko vrednost vedno enako, samo nisem izpostavljen nobenemu third party risku. No. Razen tisto, kar moram imeti na exchange, da ohranjam margin requirement. Kaj bojo pa zdaj rekli bitcoin believerji? Kdo? Bitcoin believerji. Religiozni, na to, da si se... Ja, na vse to, kar zdaj govoriš, da nimaš več bitcoina. Da nimam več, to je že zdaj... To je že staro, to je že vemo, to je že kar nekaj časa. Ja. Mogoče pa marsikdo razmišlja, da si se vmes malo premislil, pa da si investiral v bitcoin. Čeprav to se prav spomnim, ker si rekel, da si... Pri 15 bi mogel, ampak nisem, ker pač vseeno imam neko cifro, moraš imeti v glavi in tam imaš postavljene orderje in če do tiste cifre ne pride, ne moreš vedno zadeti. Veš, Damjan, to je zelo zanimiv način razmišljanja. Neko številko si moraš postaviti v glavi, tako pri investiranju, pri vstopu, kot potem tudi pri realizaciji recimo dobičkov. Zdaj ljudje govorijo, koliko denarja imajo na kriptoračunih, ampak tehnično gledano to lahko zgine praktično relativno hitro. Ti moraš vseeno realizirati nekaj dobička. A se strinjaš? Ja, jaz skoraj vedno, ko neko stvar kupim, imam tudi v glavi, kje jo želim prodati in skoraj vedno tudi postavim že order, takrat, ko kupim, postavim order za prodajo, je to 20, je to 30, je to 100% više, kjerkoli že je, ga postavim, zato ker lahko se to zgodi vmes, ko si na dopustu, lahko pride do ene špice, če nimaš orderja postavljenega, zamudiš lahko marsikatero priložnost. O tem smo že ful velikokrat govorili, v bistvu ti si velikokrat govoril, ampak se mi zdi, da še zmeraj ljudje nekako fantazirajo o, tem, ta psihologija malih vlagateljev. Kaj pa, če bo še rasel, izvon pa je izstopil in kar držijo in potem se sesuje to sploh v kripto na svetu. In potem pač zamudil sem vlak, ne. To je tako, ljudje se obnašajo na trgih, to se vedno ponavlja. Takrat, ko gre najbolj gor, takrat vsi najbolj kupujejo in takrat je najtežje v bistvu takrat sam sebe prepričati, da prodaš. In takrat, ko gre najbolj dol, je najtežje sam sebe prepričati, da kupiš. Ampak tisto, kar je najtežje narediti, ti si ponavadi najbolj pravilno odločitev. To zdaj v bistvu govorim zaradi Solane, ker Solana je eksplodirala, gor je šla. In zdaj recimo danes gledamo, da je bila 12% upad, recimo. Oziroma, to gledam v evrih, v dolarjih, 13%. Nisem nikoli spremljal Solane. Solane nisem nikoli. Kaj pa Etra? Si kaj spremljal Ether? Vem, da obstaja. Vem, kaj se da tam početi. Programiral sem kakšne stvari tam, ampak tudi imel sem ga kdaj. Nisem pa... Jaz pogledam Bitcoin ceno in imam občutek, kje se kriptotrg nahaja. Zdaj, kaj se pa na teh posameznih segmentih, teh mikro zadevah dogaja, pa ne spremljam. Se pravi, kako pa misliš, da bo halving vplival, razpolovitev nagrade vplivala na ceno bitcoina? Nekateri pravijo, da se lahko pospe bitcoin do 100,000 in več in še više. Lahko se pospe do 100,000, sej to niti ni, sej 100,000 je samo 100% više od trenutno, približno. To po mojem za večino vlagateljev v bitcoin je brez veze za 100,000. 100,000, večina računa na 1000%, 10,000%. A niso te časi že malo mim? Ja, po mojem, da so, ampak vseeno, ljudje so to videli in ljudje to še vedno pričakujejo. Ampak višji, ko je market, manjši so te premiki, manjši so, odstotki. Ti, ko štartaš iz nič, so milijoni %, ko štartaš iz 15,000, 30,000, ne more biti več isti procenti v igri.
A se ti spomniš, po koliko si ti kupoval Bitcoin prvič? $2. Mislim, pod 2. Potem je šel na 20, pa sem jih prodajal. Pa tako. No. Kaj pa praviš na ta ETF sklad, ki prihaja vezan na Bitcoin, Ether, ki govorijo, da bi lahko mislim, veliko se govori o tem, veliko je hajpa, ljudje veliko pričakujejo od tega. Samo jaz to tako vidim, večina ljudi, v katere ve, da računalnik obstaja, pa ve, da internet obstaja, ve tudi, da Bitcoin obstaja. Zdaj, nismo več v tistih časih, ko polovica populacije ni še slišala za Bitcoin ali pa 90% populacije in pa si lahko predstavljaš, ko bodo vsi enkrat vedeli za Bitcoin, pa če vsaj, ne vem, €100 da v Bitcoin, je to, ne vem, eksponentno višja cena. Malo ljudi je, no, po mojem, ki jim Bitcoin ETF bistveno olajša kakšno stvar. Oziroma bistveno olajša nakup. Razen v Ameriki ki imajo te pokojninske 401k in te zadeve, ok, tam je razlika, ampak zdaj koliko ljudi bo dejansko te svoje pokojninske prihranke dajalo v Bitcoin, bomo pa videli. Pa tudi Bitcoin trg je zdaj res že toliko velik, da morajo biti ogromni zneski, da se res pozna nekaj. Ne? A te kaj preseneta, da ni bilo nobene reakcije, ko so ustanovitla Binance-a nekako stisnili v kot? In ni bilo nobene reakcije na trgu? Jaz pa nisem za to zvedel takrat, ko se je to zgodilo. Jaz sem to tako kar malo kasneje v bistvu to novico prebral. Ne vem, ali sem kje bil, pa nisem sledil takrat, ampak me je presenetilo tako, čaka, on ni več CEO. Ampak ja, glede na to, da se ni nič zgodil, pa da ni bilo reakcije, jaz sploh opazil nisem, da se je kaj zgodilo. Tako da me ni presenetilo, ker nisem opazil. Mislim, te res ni presenetilo? Je bilo presenetljivo, ja, da niti ni bilo opaziti, niti očitno, če bi vsaj market reagiral, pa bi se cena bistveno spremenila, bi verjetno vsaj kakšno novico prebral, kaj se dogaja, ampak ker se niti market ni premaknil, niti nisem pogledal, če se kaj dogaja in nisem niti te novice dobil, da ni več. Ja, ti si njega srečal, ne? Sta se spoznala? S tem so ustanovitla? Ne, aha. A greva mogoče pogledati tvoje mnenje na splošno gospodarstvo, na recesijo, nekaj si že omenjal, reze centralnih bank v naslednjem letu, kakšen je tvoj pogled na to, kdaj misliš, se bojo ti rezi zgodili, ali se bojo sploh zgodili, recesija, da, ne? Ja, jaz, kot sem rekel, zdaj mal čudno mi je, da v bistvu centralne banke sploh operirajo s temi izjavami, da govorijo o rezih, ker ne vem, kaj je smisel tega, če niso dokončali svoje naloge za inflacijo. Kljub temu, da se zdi, da smo na koncu, je lahko ta zadnji procent bistveno bolj problematičen, kot pa mogoče 5 prejšnjih. Zdaj, in s temi izjavami samo dajo zagon, v bistvu zagon trgom navzgor, kar se zdaj dogaja. In ko grejo trgi navzgor, to v bistvu pomeni višjo inflacijo, ker pomeni več denarja na računih ljudi, več zapravljanja in v bistvu s tem lahko porušijo vse, kar so do zdaj delali. Samo s tem, da dajo vedeti, v bistvu, da, ne vem, kmalu bomo znižali obrestne mere. Ne vem, zdaj, jaz nisem na njihovem mestu, tako da niti približno se nimam za toliko poučenega iz tega področja, niti približno ne razmišljam toliko o tem kot oni, ampak tako na prvi pogled se mi ne zdi najbolj logično odločitev. Ker tudi, ne vem, mi zdaj govorimo, kot da so obrestne mere 0% nekaj normalnega in da zdaj 5% nekaj nenormalnega. Meni se zdi bolj 5% letno bolj normalno kot 0% letno. Vsaj po neki normalni logiki se zdi, ne, da je normalno, da če ti kupiš stanovanje na kredit, da v bistvu najemnino, ki jo dobiš, da ti jo vzamejo obresti. Ne, da ti kupiš stanovanje na kredit in v bistvu najemnino, ki dobiš, ti pokriva glavnico. Zdaj, kaj od tega je bolj normalno? Se veš, kaj si ljudje želijo. Ja, ampak kaj je normalno? Je kaj normalno? Ne vem, kaj je več normalno. Mislim, da živimo v tako nenormalnem času. Zdravo, ja, to pa je, ja. Normalno pa ne vem več, kaj je, tako da tudi trenutna situacija ni normalna, imamo 2 vojni, ker se dejansko ljudje streljajo in pobijajo, ne. Tudi to ni normalno, verjetno, za 21. stoletje.
Kako pa misliš, da ta geopolitična za trenja? 21. stoletje, recimo, zgodovinsko gledano je kar normalno, ampak Aj normalno. Ja, mislim, mogoče, vedno, ja. ne vem, kdaj ni bilo vojne, ampak ni pa zdravo, recimo tako. Ja, mogoče smo se navadili na ta mir, ki je bil dolga desetletja, zdaj pa imamo 2 vojni, Ukrajina, Bližnji vzhod. Kako pa ti gledaš na ta geopolitična trenja? Kako vplivajo, kako misliš, da bi to lahko vplivalo naprej na trge? Videli smo, da pač nekih reakcij tudi na vojne ni. Na začetku je bilo, zdaj pa v bistvu Ukrajina je v bistvu Putin je ubil korono, Izrael je pač ubil vojno v Ukrajini, medijsko gledano, v narekovajih. Takrat se v enem dnevu nehal govoriti o koroni in potem se v enem dnevu nehal govoriti o Ukrajini. Zdaj, po mojem, da je vsem potihoma jasno, da je ta Ukrajina, po mojem, vojna počasi končana. Zdaj, jaz tega toliko ne spremljam, da bi vedel kako, ampak glede na to, da je tam da se toliko malo to spremlja in toliko malo govori, je verjetno iz nekih krogov stvar zaključena. Zdaj samo kako se bo zaključilo, tega pač bomo videli. Da bi to imelo neke vplive zdaj vnaprej, jaz ne vidim. Če se bo začela kakšna nova zadeva, ampak obstoječe zadeve se mi ne zdi, da bi vplivali bistveno na kakšne trge. Veliko se je govorilo o cenah energenta, o plinu, nafti. Kako si ti spremljal ta trg, te energente? Si kaj mogoče investiral, kaj špekuliral? Ne, nisem, ker sem v bistvu že kar investiran v obliki Engina na energetski trg. Tako da izvem, pa nekako dobim občutek o trgu iz tega področja prek te investicije. Tako da mislim, bilo je eno leto je bilo kar noro, kar se tiče energentov. Tudi električni trg elektrike in zemeljski plin in nafta in vse se je zelo premikalo. Potem so tudi države posredovale in mi imamo še vedno razne ukrepe, kjer se v bistvu cene regulirajo in tako naprej. Tako da veliko se je dogajalo, zdaj je nekako precej umirjeno in na fronti inflacije in na teh energetskih trgih. Ampak ta mir vedno je tako, vedno vse skupaj zamaje nekaj, kar ljudje ne pričakujejo. Tako da v bistvu to, kar je lansko leto, zamajalo trg, ne bo naslednje leto zamajalo trga, ampak vedno bo nekaj novega, kar nihče v bistvu ne pričakuje. Ker tisto, kar pričakuješ, na to si pripravljen, tisto ne bo šokiralo nikogar. Zdaj, ko si rekel, da si do tega sektorja izpostavljen preko Engen, a ti recimo, ko gledaš na svoj portfelj, pa rečeš, ok, zdaj do tega sektorja sem izpostavljen nadpovprečno, pol v bistvu ne spremljaš, a pa ne investiraš recimo na borzi, konkretno v... Jaz na borzi se tako res zelo fokusiram, predvsem na, govorim zdaj, recimo v zadnjem letu, pa verjetno bom to počel tudi naprej, bolj na indekse, predvsem S&P 500 in v bistvu, ker nekako ni prednosti v tem, da bi trgoval 20 različnih stvari. Ampak včasih si, ne? Ja, ampak potem ugotoviš, da nekako nima smisla spremljati 20 različnih stvari, ampak se lahko fokusiraš na 1, 2, 3 in v bistvu imaš res dober občutek samo za to 1, 2, 3 stvari, ki se nahajajo, ali so trenutno vroče, ali ljudje mogoče so preveč pesimistični in tako naprej. In na koncu lahko delaš isti donos samo z večjimi poziciji. Saj tudi Warren Buffett je rekel, da diversifikacija je v bistvu za tiste, ki ne vejo, kaj delajo. Tako da mogoče, ja, ampak čak mal, diversifikacija je za tiste, ki ne vedo, kaj delajo in potem investiraš v S&P 500, ki je pa 500 največjih podjetij. Samo v en indeks. Ampak je razpršeno, prost. Ja. Ne, ampak jaz trgujem v bistvu ta indeks, swing trading, bolj, ne da bi jaz zdaj buy and hold forever delal v S&P 500, to ne. Ampak vseeno imaš neke buy and hold investicije? Redke, trenutno redke.
Imaš hotele, imaš zdaj, če bi štel privatne investicije, investicije v zasebna podjetja, to so bolj buy and hold, hoteli, engine. Na borzi pa ne vidim. Na borzi se mi zdi za buy and hold za določene ljudi, ki se s tem tako ne mislijo aktivno ukvarjati, buy and hold najboljša stvar. Ne moreš skakati ven in not, če tega ne spremljaš vsak dan. Ampak zame je to na nek način služba, jaz to počnem vsak dan in to mi je tudi ne samo delo, ampak mi je tudi hobi na nek način, tudi to me interesira, drugače tega ne bi počel aktivno. Tako da se da več zaslužiti s tem, kot pa če samo držiš stvari. Ja. Ampak če to počneš full time, recimo. Koliko recimo dnevno ti vzame investiranje oziroma pač to trgovanje? Lahko nič, lahko cel dan. Odvisno od mene je v bistvu odvisno. No. Jaz tega ne... Marsikdo si predstavlja trgovanje, nekateri predvsem si predstavljajo daily trading. Jaz ne delam daily trading. Ljudje si predstavljajo, da ti sediš pred grafom in zdaj gledaš ta vzorce in rečeš, zdaj bo šlo gor, zdaj bo šlo dol in potem kupuješ in prodajaš. Jaz tega ne delam. Jaz vse baziram na tem, da če želim biti cel teden fraj in ne pogledati marketa, lahko ne pogledam marketa, pa bo vse v redu. Ker imam vedno pozicije, odprte, orderje postavljene, tako naprej nekako, da so stvari toliko mirne, toliko stabilne, da ne rabim biti vsak dan z računalnikom, pa vsak dan nekaj prilagajati, pa spreminjati. Jaz samo spremljam, kaj se dogaja vsak dan. Ne tradam vsak dan, ne predstavljam orderjev, ne odpiram novih, zapiram. Samo spremljam, kaj se dogaja, gledam novice, tako. In zdaj to je težko vrednoti, zdaj koliko ur dejansko na dan konzumiram te zadeve. Mislim, če spremljaš trg, potem verjetno kar nekaj teh novic prebereš na dnevni bazi. Ja, to je tako, ko počnem lahko druge zadeve, pa imam zraven odprt tudi, grafe, pa na vsake toliko časa zamenjam tab, da vidim, kaj se dogaja, pa imam pa še v ozadju mi še CNBC, pa slišim, če se kaj dogaja, pa kaj govorijo, tako, multitasking. Multitaskaš, kar pa ni glih v moški domeni, ampak to je s kakšnim psihologom mogoče. Koliko pa recimo imaš velike pozicije? Koliko recimo stavaš na eno pozicijo? A to govoriva več 100,000 evrih ali mogoče milijonskih zneskih, ki si rekel, da... mislim S&P milijonskih zneskih, V milijonskih zneskih? Ja, tudi več 10, A recimo, ko ti zdaj trguješ teh 10 milijonov in več ali pa manj, a te kdaj stisne pri srcu, lahko gre tudi full dol, mislim, dobro, zdaj pa S&P še sam gor zadnjih 10. S&P 500, če se zgodi ne vem kaj, pa gre dol 20%, bo že vse narobe na svetu. Tako da, če imaš 10 investirano, imaš še vedno 8, pa svet gori. Zdaj... Koliko pa na letni ravni recimo ustvariš dobička iz tega trgovanja? To je zelo različno, ker v preteklosti sem delal na posameznih delnicah, zdaj letos sem se bolj držal samo S&P, tako da težko primerjam te stvari. No. Na nekih delnicah sem naredil precej, lahko tudi 100% letno. Potem pridejo pa nekatere nič, nekatere je tudi minus, zdaj povprečje pride. Jaz nekako ciljam nekih 20% letno na povprečje in to približno, zdaj presegel kaj dosti, nisem še nikoli tega 20, sem pa zelo blizu, večino teh let. Imaš kakšen benchmark je S&P? Ne, benchmark je 20% letno. 20 plus, 20% letno je tvoj benchmark. Veš, zakaj te sprašujem? Zaradi tega, ker sem se pogovarjala z Juretom Ogovškem, ki ocenjuje vrednost premoženja najbogatejših in vemo, da ti poveš, kakšen je tvoj portfelj, razkriješ vse te stvari, Pa me sem tako zanima, kako v bistvu oni vrednotijo to tvoje premoženje, kako ti v bistvu vrednotiš svoje premoženje, kako ga plemenitiš konc koncev, Zdaj, v zadnjih letih oni mene kontaktirajo v tistem času, ko delajo lestvico in potem
Potem me malo vprašajo in jaz njim pošljem določene podatke o stvarih, ki jih oni mogoče sami, ki jih definitivno sami ne morejo iz nikjer dobiti. Ampak se pa to spreminja, ja, ker jaz sem recimo določene stvari, ne vem, recimo 2 leti nazaj sem imel precej sredstev v recimo money market fundih, pa tako, ker sem imel še neinvestirano, potem je to veliko šlo v recimo privat investicije, nekaj tudi v delnice in se te v bistvu procenti zelo spreminjajo, no, koliko je v kakšnem segmentu, koliko je v teh denarnih sredstvih, koliko je v delnicah, koliko je v zasebnih podjetjih. Zdaj ne vem pa, kako oni potem, jaz njim samo posredujem, kar me v bistvu vprašajo tako na splošno, koliko imam recimo v portfelju, pa tako. Ne vem pa, ali oni kaj s tem potem naredijo, ali kaj prilagajajo, ne vem, ali oni sami vrednosti podjetij potem še naredijo, ali to pa ne vem, ker jaz sploh nisem, ne vem, kakšna je lestvica letos, nisem pogledal, ali so, ne vem. Ja, 236 milijonov, zdaj na katerem mestu si pa ne vem, mislim, da na 8. No in to, ja, mislim, ne vem, moral bi pogledati, ali so to kaj je sami izračunali, ali so na podlagi mojih podatkov, ne vem. Kako so pa hotele oni vrednotili? To si mogel ti postati vrednost hotelov? Jaz jim pošljem, tako kot sem rekel, jaz pošljem ne vem, portfelj recimo vrednostnih papirjev, take stvari in pa tudi ne vem, nepremičnine in pač pošljem tudi mojo vrednost, zdaj ali oni mojo vzamejo ali svojo vzamejo, ne vem, ampak jaz moje vrednosti, jaz tam nič ne računam, jaz samo pošljem neko tabelico in te vrednosti so to, ko sem jaz za njih plačal, ni zdaj, da jaz tam nekaj vrednotim ali to pač me ne zanima, ne ukvarjam se toliko s tem, da bi, ne vem, verjetno so mogoče še več vredni zdaj danes. Kdo pa ti vrednoti premoženje? Ker si rekel, da imaš v Excelu neko tabelco, pa da ti nekdo... Ne, to imam sam seznam. Aha, ampak imaš pa, kdo pa ti ovrednotil? Ne, mislim, ti ovrednoti nek strokovnjak. Nabavna vrednost. Ja, iz leta 2018. Aha, ok. Zdaj, ko sva se dotaknila malo nepremičninskega trga, kako zdaj vem, v Portorožu se trenutno nahajaš v svoji hiši, vem, da imaš hišo v Dubaju, nekaj imaš na Hrvaškem, če se prav spomnim, potem hotele v Bohinju, a je še kaj novega v tvojem portfelju nepremičninskega? Novega ne. Imam še eno stanovanje v Dubaju, ampak to je tako za prespat, če kdo pride. Ampak to je tisto stanovanje, koliko milijonov, že 7-8 milijonov, 12 milijonov. Ampak zdaj imaš 2. Eno je tako, enosobno za prespat. Aha, zakaj pa rabiš 2 stanovanji v Dubaju? Zato, ker penthouse še ni bil narejen. Aha. Časa. In sem kupil še enega, zato da sem v tistem drugem lahko normalno bival, da nisem plačeval hotelov in takih stvari. Vse je logično, da greš kupal stanovanje. Ja, mislim, ker to je bilo takrat, ko je bil Expo in takrat je bilo to noro, to je bilo 1000-2000 evrov hotelska soba. Moram jaz celo leto biti tam, za ta denar dobim celo stanovanje. A zdaj, ta stanovanje enosoben ga oddajaš ali je trenutno ne, bom pa, ja. Mislim, ko ga ne bom popolnoma nič več rabil, ga bom dal v Airbnb, saj imam v bistvu kolega, ki se s tem ukvarjajo, pa bodo to prevzeli, v bistvu oddajali, pa samo procentov vzame in vse zrihtajo. V Sloveniji imaš kakšno nepremičnino poleg Portoroža, pa še kakšno novo? Ne. Zdaj kar nekaj teh novogradenj, luksuznih, nadstandardnih se je prodajalo v Sloveniji, tudi kar nekaj za visoke cene, tudi nekaj kriptomilijonarjev je kupovali te stanovanja, nekateri kriptomilijonarji so gradili ta stanovanja, tako da kar nekaj kriptodenarja se je preselilo na nepremičninski trg. Mogoče komentar tvoj, te nič ne preseneča? Ne vem, nimam mnenja. Vem, da kar nekaj tega denarja si že pred leti v bistvu investirali v nepremičnine, tako da ampak zdaj jaz ne poznam točno primerov. Vem za šumi, da so, ker osebno poznam, da so zraven, za ostale pa ne vem. Kdo je kupoval kakšno stanovanje pa to? Ja, tudi tvoj solastnik Bitstampa je kupoval, oziroma celo mislim, da bo gradil. Ampak v redu. Ja, to vem, ja. To si zasledil, ne? Ja.
A lahko samečkam skočiva na Discord, ker te ljudje sprašujejo, in sicer, za Bitcoin si povedal, kakšno je tvoje mnenje, ali bo pohlep pognal vse v nebo, sprašuje eden od naših članov. Pohlep je kar močna zadeva, tako pohlep zna pognati vse v nebo, ampak nikoli ne veš, kdaj to eksplodira. To je nepredvidljivo. To se lahko zgodi jutri ali pa čez 5 let. A misliš, da smo v tej fazi? Samo kdaj to pa ne vemo. A smo mogoče zdaj malo pohlepni pa preveč optimistični? Ne vem, če preveč. Če se bo vse, trenutno je tako, če se vse izide top, brez problema, potem smo realni. Če se pa kakršenkoli problem pojavi, potem smo preveč optimistični, pa preveč pohlepni. Zelo veliko vprašanje za tebe prišlo vezano na Kitajsko. Imaš kakšno mnenje o Kitajski? Ja, izogibati se. To je moje pravilo, ker se ga držim že ves čas, ker ne investiram, vedno sem se izogibal, ker Kitajska je tako, jaz še vem iz časa Bitstampa, pa iz časa, ko sem bil upleten v kriptovalutah, pa ko smo imeli konkurente, kitajske exchange in vse to na Kitajskem, to je bilo vse fake, volume fake, bilance fake, vse je fake. In koliko je bilo prevar na Wall Streetu, ko so bile fake kitajska podjetja zlistana na ameriških borzah, kjer so v bistvu dobesedno priharjali vlagatelje celega sveta z nekimi fake podjetji, ki sploh niso obstajala. In to, ne vem, to je pač nekaj normalnega tam in zato se jaz najraje izognem, ker ne moreš vedeti, kaj je res, kaj ni. Super volilno leto je je letos, leta 2024, preko 40 držav bo imelo volitve, vključno za Ameriko. Kako ti gledaš na te ameriške volitve in pa na vpliv na trge? Se boš kaj posebej pripravljal mogoče? Ja, posebej se ne bom pripravljal, ampak je pa, da zna biti nek vpliv, ker trenutna administracija bo naredila vse, da se stvari čim bolj izpeljajo do volitev, ne. To treba vedeti, ker če pride do kakršnih koli zlomov, kakršnih koli problemov, so to definitivno minus točke za trenutnega predsednika in če je treba kupiti s prihodnim denarjem, je treba narediti vse za to, da trgi čim bolj stojijo do volitev. Še eno vprašanje vezano na BRICS. Imaš mogoče mnenje o BRICS-u? To je že toliko stara zadeva, da sploh ne vem. Jaz se spomnim, to je že iz osnovne šole, ta BRICS. BRICS vzajemni skladi pa. Ja, samo to so za nekaj povečali se število članov v tem BRICS-u, BRICS community-u, so še drugi zdaj noter v tej zgodbi. Veliko se govori pa o tem, pa kako bodo, ne vem, pa svoje valute, pa svoje plačilne sisteme in tako naprej. Ne vem, jaz to tako vidim, veliko se lahko govori, ampak še zmeraj ti mora Amerika to dovoliti, kar pa ti lahko narediš marsikaj, ampak ti morajo požegnati stvar. Mogoče potencial za dolgoročno pozicijo, če imaš kakšno idejo za dolgoročno pozicijo? Zdaj iz glave, da bi dolgoročno pozicijo. Kaj pa vem, kakšen indeks, S&P 500, dolgoročno. Ampak to je, ne vem, ne moram zdaj reči, da to priporočam, ampak to je edina stvar, ki mi trenutno pade na pamet, da bi od posamezne delnice, če bi moral izbrati posamezno delnico, eno od tehnoloških verjetno. Kakšen megatrend od teh cloudov, pa AI, pa cyber security? To je bolj hype vse skupaj, kot ne vem. Sej tukaj je vse super napredek, pa ne, ampak te stvari obstajajo že zelo dolgo časa. To je zdaj samo ljudje so nekako dobili v roke to urodje, sej to ni nič novega, to je ChatGPT in to je zdaj samo ena firma naredila za urodje za javnost, drugače pa malo porinila stvari naprej, ker velike firme si tega niso mogle privoščiti, da bi dali ven neko urodje, pa potem pride malo napak, pa kakšna stvar narobe reče. En startup si pa to lahko privošči, pa da ven, pa je car. Definitivno se pa tukaj ful dogaja, zdaj ne vem, lahko dolgoročno kakšen, ne vem, Microsoft, oni so dosti prisotni na tem, ker so pokupili dosti ključne igralce in
bodo verjetno kar profitirali na podlagi tega trenda. Ti tudi razmišljaš o investiciji v Microsoft? Moram te to zdaj vprašati, zdaj, ker si omenil Microsoft. Zdaj bom začel, evo. Zdaj boš začel, ja. To sem se zdaj izmislil, to ni zdaj, da bi imel pripravljen ta odgovor. To sem se zdaj izmislil, tako da zdaj, ko končam, bom šel pogledat, če je smiselno. Če ne, pa zeditirala, pa bom zbrisala, se hecam. Ko ti recimo, ko se odločiš za naložbo, pogledaš vse te kazalnike, narediš pač due diligence, narediš domačo nalogo, tako kot mi pravimo. Zdaj v zadnjem letu jaz nisem investiral v posamezno delnico kaj dosti, ampak v preteklosti borza je tako zanimiva stvar, ker bolj kot predvsem odkar so obrestne mere nič, bolj kot kazalniki je pomembna neka zgodba in ti imaš firme, ki nimajo nobenih kazalnikov in še dolgo časa ne bodo imeli nobenih rezultatov, ampak imajo zgodbo, na podlagi katere ljudje verjamajo, da bo ta firma čez 10, čez 20 let največja firma na svetu, recimo Tesla je lep primer, kako je šla zgodovina. Če bi gledal kazalnike, ne bi nikoli investiral v Teslo. To je verjetno res, ja. Kazalniki so pomembni pri tistih firmah, ki so že ustaljene. Če investiraš v Coca-Cola, če investiraš v Apple, take zadeve, so kazalniki bistveno bolj pomembni, kot če investiraš v firme, ki šele nastajajo. Tako da jaz sem vedno nekako bolj bil nagnjen k tem firmam, ki šele nastajajo, ker tam so nekako tudi večje volatilnosti in tudi za trgovati je stvar bolj zanimivo. Tako da kazalnike jaz vidim, ampak mi ne povejo toliko, kot pa nekak potencial firme. Mogoče za konc, če lahko poveš, kako izgleda tvoj dan, kaj počneš, Damjan? Kaj boš počel v letu 2024? Sem malo manj počel. Sem bil v Sloveniji en teden, od Božiča do konca tega tedna sem tukaj, potem gremo za vikend gremo smučati nekam, niti ne vem kam, jaz sicer ne smučam, ampak grem samo zraven. In potem iz smučanja grem direktno nazaj v Dubaj. Tam pa kaj delam? Različne stvari. Večinoma sem z računalnikom doma, to večinoma delam lahko od kjerkoli, drugače pa normalno življenje. Se dobiš z nekom, greš nekam, karkoli, odvisno od dneva. Mogoče še za ljubitelje hitrih avtomobilov je kaj novega v tvojem tem portfelju? Nove ne. Zadnji še vedno ta Bentley. Zadnji Bentley. Ta Bentley je bil, če se prav spomnim, $500,000 ali koliko je bilo že vrednost avtomobila? Malo manj. Kaj pa še imaš v tem tvojem portfelju avtomobilskem? A kaj še? Urus imam še vedno, Lamborghinija in potem BMW Z4, ta je za trgovino in tako, za kakšno suho robo na avto, daš streho dol in daš na sedež. Eno Teslo imam, 3, ampak ta se bolj uporablja za službene namene. Mislim, ne da jo jaz uporabljam, ampak drugi. To je pa to. Escalade imam tudi še vedno, ki je nekje, v Bohinju je po mojem. Sploh veš, ne? Uporabljajo ga za prevoze, če kakšni Rusi pridejo, imajo radi take SUV-je. Ampak zdaj jih ni več, tako da... Mogoče sam še za konec, a ti še vedno imaš svoj ta private jet? Najemam. Mislim, imel sem zakupljene, ja, ampak to sem nekako porabil. Mislim, ta share sem pokoristil in potem sem ga v bistvu odprodal in zdaj samo po urah plačujem. Ker pride malo dražje po urah, ampak si toliko bolj fleksibilen, da je vse ostalo je brez veze. Koliko pa pride to na uro? Zdaj govorim zelo pavšalno, ampak tam recimo 5,000 evrov na uro za light jet, pa ne vem, blizu 10 za srednji mid-size, ki lahko. A to je za najem celega, ne glede na število oseb? To je za najem celega, ja.
Aha. Zdaj, koliko ljudi to nima veze, to je cena ista. Ja. No. Ampak to je cena, to je cena samo za čas, ko letiš. Ker nekateri bodo mogoče zdaj, ki se malo spoznajo, bodo računali, da je to ful drago, da lahko za 2-3 tisoč evrov letiš. Ja, lahko, ampak ti računajo tudi, ko gre avion prazen nazaj, brez tebe, če te pride iskat. Te cene, ki jaz govorim, so samo cene, ko ti sediš v avionu. Neko se on tudi pelje po tebe, recimo, ali pa ko se vrača nazaj, brez tebe. Zanimivo. Za naslednjič, ko se bom peljala na dopust. Hvala za to informacijo. Ja, jih imaš tudi v Ljubljani, nekaj, tudi Slovenci imajo. Vem, naš premier je najel, kva je Janez Let. Ja, tudi, ja, pa mislim, da so tudi neki drugi. So ti ponudniki, vse več takih, kot si ti. Ja. Premožnih, ki si lahko prvoščijo, tudi Slovencev je kar nekaj premožnih ratal. Sicer je tako, zdaj to se sliši zelo veliko, ampak ko ta avion gre 12 ljudi, recimo govorimo o temu mid-size, in zdaj, če ti gledaš 12 ljudi, pa če razdeliš to na 12, pa če to primerjaš z neko business first class karto, prideš tam s ceno. Recimo 3-urni let, naprimer, pride, manj kot 2000 evrov na osebo. A ti plačaš potem za 12 oseb? Ali si to dejansko razdelite na 12? Sej, še nikoli nismo bili 12 oseb. Dobar, hipotetično. Ampak, jaz letim, jaz za Dubaj sem 3-krat mogoče letel s privat. Dubaj letim za normalno linijo v Emirates First Class in je isto. Ni bistvena razlika. Tudi 5000 pride v First Class? First Class pride 5000 evrov v eno smer, ja, za Dubaj. Res? To pa je precej zasoljeno, ali? Ja, ampak imaš svoj apartma. Tako pač ležiš. Servis praktično isto se počutiš, kot če bi bil v private. Tako res ni bistvene razlike. Za po Evropi pa grem s private, ja, skoraj vedno. Ker pa ful ni praktično. Je pa ful velika razlika med temi evropskimi notranjimi leti ali pa privat. Ja, super, Damjan, najlepša hvala za vse te zanimive informacije. A boš mogoče še kaj za konec našim poslušalcem in gledalcem povedal, svetoval, namignil? Ja, zdaj bom šel Microsoft pogledat, če sem mogoče kaj pametnega odkril zdaj v zadnje pol ure. Drugače pa, ne vem, treba biti pazljiv s pametjo, kaj naj rečem drugega. Super, najlepša hvala, Damjan, za odlično debato. Ja, hvala za vabilo. Čez 1 leto ponoviva, ali že prej? Bova že malo prej ponovila, okay. Po moje. Hvala ti, da si bil danes gost. Tako, prva epizoda v novem letu je za nami. Upam, da ste uživali v tej zanimivi diskusiji. Pripravljamo še kar nekaj zanimivih epizod. Za vse, ki mogoče še niste obiskali našo spletno stran, vas vabim, obiščite money-how.si. Tam boste našli tudi seznam aktualnih dogodkov. 11. januarja pripravljamo davčno epizodo v živo. Vabim vas, da se nam pridružite. Prosim, pošljite nam tudi vaša davčna vprašanja, davčne dileme, strokovnjaka bosta z veseljem odgovorila tudi na ta vprašanja. Na začetku epizode sem omenila, da pripravljamo poseben dogodek Money How Live v živo, torej prav v živo, tako kot vsako leto v aprilu, in sicer 24. aprila. Več informacij o tem najdete tudi na spletni strani money-how.si. O vseh ostalih dogodkih boste tudi obveščeni preko spletne strani oziroma samega podcasta. Obiščite tudi naš Discord kanal, kjer poteka kar taka živahna debata o različnih tematikah vezano na upravljanje premoženja. Če imate kakršnokoli vprašanje, pa mi še vedno lahko pišete na marja@money-how.si. Hvala, da ste bili z nami, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.